Pozdravljeni v odmevu tedna na portalu domovina.je. Opozicija je izvedla razpravo o delu vlade, ta se medtem klanja totalitarnim režimom. Ljubljanska kanalizacija C0 ima vse več nasprotnikov, prekipelo pa je tudi kmetom. To je, lahko bi rekli, bilanca iztekajočega se tedna, ki ga bova tokrat za vas pokomentirala z odgovornim urednikom portala domovina.je, Rokom Čakšem. Rok, pozdravljen. Zdravo, dober dan. Torej, SDS je uporabila nekako najmočnejše orožje, ki ga kot parlamentarna opozicijska stranka imajo. Izvedli so razpravo, 14 ur razprave, ki je bila osnovana predvsem na ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve, čemur pa so pridali serijo drugih napak, ki jih je izvedla vlada, od demografskega urada, zdravstva, kadrovanja, financ in tako naprej. Poglejva si najprej, kaj sta povedala Golob in Janša. Kadarkoli upravljalci države zaidejo stran od vrednot, na podlagi katerih je država nastala, družba zaide v krizo in ta kriza slej ko prej stvari poravna. Danes ne bi bil dan, ko ne bi se pogovarjali o interpelaciji te vlade. Predsednik stranke SDS, gospod Janez Janša, je to uporabil zakaj? Za obračun s civilno družbo. Torej, po 14 urah razprave smo lahko videli marsikaj, tudi duele dveh najmočnejših politikov v državi. Trenutno je bila ta interpelacija ogledalo, ki bi nastavila vladi priložnost, da se zave svojih napak, ali je bilo to ogledalo, ki je vladi omogočilo, da se je pogledalo ogledalo, rekla, kako smo dobri, še dobro, da ni Janše na oblasti, in to sporočila celotni javnosti. Ja, najprej je pomembno vedeti, zakaj je do te interpelacije prišlo. Šlo je za iz nekega spora znotraj opozicije, to bo neko licitiranje. Muzej slovenske osamosvojitve želijo ukiniti, nas pravi, ok, naredimo interpelacijo ministrice, manjkata jim 2 glasova, zaradi spora jih ne dobita, ampak ker osamosvojitelj seveda ne more, da ne bi interpeliral ministrice, interpelira celotno vlado, torej gre na naslednji nivo. Dejal si, to je najmočnejše orožje. Ja, bi se dali še kaj najti, lahko bi bila, ustavna obtožba predsednika vlade ali pa karkoli, skratka, ampak seveda ta licitacija ne more iti do konca. Point tega je, da se je pokazal, kdo je tu močnejši prvo v opoziciji. Janša je uspel pokazati, da je on glavni. Potem pa v sami razpravi sta bila pa 2, bi rekli, alfa samca. To pomeni aktualni predsednik vlade in prejšnji predsednik vlade, in stvari so se nekako okrog njiju vrtele. Je zdaj Golob sicer alfa samc, bila debatirali, bomo še počakali, se še bo izkazalo, ali ni zgolj wannabe. Ampak point je, da ona sta se po svoje vsak na svoj način utrjevala. Janša kot tisti, ki je glavni na desnici in upravičeno ima največ glasov zadaj, in to je pokazal, je lider te opozicijske strani. In po drugi strani Golob je dobil svojo priložnost, da strne vrste, kajti vemo, da kadar ni fokusa na kregariji med oblastjo in opozicijo, se lažje vidi, kakšne napake vlada počne. In ima probleme zaradi tega tako s pritiskom od zunaj, kot znotraj koalicije pri partnerjih. In tukaj je bila priložnost, da so v koaliciji nekako strnili vrste in je Golob pokazal svojim partnerjem, ki mogoče so nezadovoljni, kakorkoli, poglejte, če ne bo mene, tukaj imate Janšo. Zdi se, kot da je nekako glavna osrednja točka, ki povezuje to vlado, pravzaprav samo nekako dejstvo, interes, da na oblasti ni Janeza Janše, in pravzaprav zdaj, ko se je Janez Janša umaknil nekoliko v ozadje v preteklih mesecih, se je pokazalo, da je pravzaprav to edina točka, ki jim je skupna. Zdaj jim je pravzaprav omogočil, da se znova pokaže ta njihova osrednja vsebinska točka, in okrog česar se lahko poenotijo. Recimo, kdo je dejansko profitiral iz te interpelacije največ? Jaz mislim, da sta oba ta lidera interpretirala iz teh razlogov, ki sem prej povedal. Golob je imel priložnost, da na odprti sceni neke stvari, ki so šle negativno smer v javnosti, obrne v svoj prid. In v tem je on sposoben. Je dober govorec, zna neke argumente obrniti na ta način, da zgleda, kot da je uspešen. Da ima primer. Da je, mi smo po inflaciji najboljši v našem okolišu, vse države okoli nas imajo višjo inflacijo. Super se sliši, ja, res je boljše kot Avstrijci, kot Italijani. Ampak kaj je za tem, recimo, za to njegovim sporočilom? Govoril je, recimo, prvo, kar je, govoril o februarski inflaciji. Ja, februarska inflacija, dejansko Slovenija za 0,1 točko je bila
še tako, da je bila res, potem so bili pa mislim, da Avstrijci. Ne? To je prva stvar, februarska inflacija. In drugo, marčevska inflacija je že drugačna. Ne? Po marčevski inflaciji smo že na 3. mestu, ker je vse tako blizu skupaj. In kar je bistveno, če bi pa gledal celoten EU prostor, smo pa daleč nadpovprečno po inflaciji. Ne? Imajo mnoge druge države nižjo inflacijo kot mi, ampak sporočilo je Golob znal obrniti tako, da je bilo njemu koristno in podobno je naredil tudi z drugimi stvarmi in v tem smislu je tudi ta stvar ob tem, da je zoptimiziral oziroma da je pokazal svojim partnerjem, kdo je glavni in zakaj je pomembno, da je on glavni, je tudi v javnost poslal neka kontrasporočilo tistemu, kar se je zadnje tedne pa mesece vendarle skozi vse medije v državi videlo. No? Težave v zdravstvu, z draginjo, inflacijo in vsem ostalim. No, ravno vse te stvari je interpelacija tudi naslavljala poleg samega muzeja osamosvojitve, ne, tudi demografski urad, tudi težave v zdravstvu, financiranje, ne, imamo kar precejšen primanjkljaj kadrovske probleme, ki jih ta vlada pravzaprav potencira, glede na prejšnje, pa že prejšnje niso bile ravno skromne pri kadrovanju. Ne. So te teme dejansko prišle v javnost, je uspela opozicija opozoriti na te probleme, na katere je želela opozoriti? Najlažje opozicija na te probleme opozori, kadar je tiho. Da imajo ljudje neposreden pogled na to, kaj vlada počne. Govorim zdaj v kontekstu tega mandata in tega Goloba na oblasti in vsega ostalega. Ne? Kadar je opozicija tiho, imajo oni velike probleme med seboj. In ti problemi se odražajo v njihovi slabši operativnosti, odražajo se v tem, da veliko obljubljajo, malo storijo in posledica tega so dolge čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi in vse ostale. Skratka, strategija, ki jo je v našem intervjuju na Domovini, preberite si, če še niste, Vinko Gorenak odlično opisal, ne? Vse, kar je nam potrebno, je, da se sedemo na breg Save in počakamo, da trupla priplavajo mimo, se izkazuje za trenutno najboljšo. Ne? In to bi lahko bila vodilo tudi za opozicijske stranke, da pustijo, da se oni sfajtajo med sabo, po domače povedano, potem pa pridejo z alternativo. Ok, ne samo, da rušimo, ampak mi smo alternativa, imamo alternativo. To sporočilo se mi zdi, da bo pomembno, ko bojo se stvari na koalicijski strani še zaostrile, kar pa se slejko prej bojo. Ta alternativa je nekako tokrat tudi umanjkala, ker tej interpelaciji ni sledila recimo konstruktivna nezaupnica, kar je svoje logično glede na to, da opozicija niti približno nima ustreznega števila glasov, da bi lahko ogrozila recimo aktualno vladajočo koalicijo, ne? Pa vendarle je pomembno opozoriti še recimo na eno tematiko, ki je ostala, se mi zdi, precej spregledana, ne, ker to je ta demografska politika oziroma demografski izzivi. Leto 2022 je bilo demografsko gledano v Sloveniji drugo najslabše leto po številu rojstev v zgodovini, ne, praktično so se približali na nekaj 10 rojstev najslabšemu letu, ki je bilo leto 2004, ne, medtem ko je ta vlada oziroma posebej še stranka Levica, ki obvladuje pravzaprav oba resorja, ki sta na tem področju ključna, ne, se pravi delo, družino in socialne zadeve, ter zdaj po novem solidarno prihodnost, ne, da pravzaprav oni ne bodo se šli konzervativne politike natalitete, ne, da družinske politike ne bodo ločevali od socialne, torej velike družine dajo kot primer socialnega problema, kar bo verjetno to demografsko sliko še poslabšalo. Ne. Kako to, da tega recimo nismo zaznali v javnosti? Ja, zato, ker to ni na tisti glavni agendi, tudi medijski, kjer bolj poudarjajo, tu so si bližje, pač pa tudi v drugih točkah, številnih ti osrednji mediji bližje nekim levičarskim idejam o priseljevanju. To pomeni, mi bomo ta demografski manko pokrili z priseljevanjem. Ne. Vse vemo, dostikrat slišimo negativno konotacijo do večjih družin, recimo v naši družbi. Ne. Skratka, to je neka konservativna politika, tako se je delala prej. Ne. Ja, ženske so za štedilnikom, ne. So stroj za rojevanje. Ne. In oni se držijo tega sporočila. Ne. Zato to sporočilo, to zdrava usmerjenost v družinske vrednote, v to, da se starši odločajo za otroke, ne. Ni v spredju šele, ko pride do nekih interesov manjšin, kot je LGBT, ne. Tam pa potem to pride v spredje, to vprašanje tudi otrok, ne, kot vemo v preteklih mesecih, kaj se je na tem področju zgodilo. Ne. Med interpelacijo je pred parlamentom potekal shod organizacij Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Ne. Praktično osnovna tema je bila ta muzej osamosvojitve, torej nekako vlada skuša odpraviti vrednote osamosvojitve oziroma spomin na njih, hkrati pa
presenetljivo obuja spomin na neke druge čase, na totalitarne čase. Ministrica Asta Vrečko se je udeležila obletnice ustanovitve Slovenske komunistične partije, ki je prav tako potekala ta teden in pravzaprav zanimivo to skoraj prikrila javnosti, komaj da so prišli v javnost neki posnetki, potem fotografije, govora pa niti nismo uspeli videti. Kam gre ta smer zdaj v nek totalitarizem, kako to razumeš? Tu se mi zdi ena pomembna stvar, ki jo je spoštovani dr. Andrej Fink v našem komentarju na Domovini, če še niste videli, si preberite, izpostavil. Namreč napisal je, da je zadovoljen, da se je to zgodilo. Zdaj, na prvi pogled, kako si lahko zadovoljen, da predstavnik vlade gre na neko takšno obskurno srečanje, na neko ustanovitev neke organizacije, ki je toliko zla sporočila. Ampak bistvo tega je, da oni vse bolj odkrito nastopajo na vrednotah, ki jih dejansko zagovarjajo. In to se z odmikom od časa osamosvojitve dogaja. Kot vemo, je recimo Milan Kučan je leta 89 ali 90 je rekel, osamosvojitev ni moja intimna opcija. Ko pa je videl, kam ta vlak gre, so skočili na ta vlak in so rekli, to je skupen projekt celotnega naroda. Ampak z nekimi dejanji, ki jih zdaj kažejo, izvajajo zdaj, 30 let kasneje, vidijo, da so bili takrat, da so bili dejansko neiskreni. En primer je nasprotovanje muzeju za osamosvojitev. Tudi če jih moti, da se Janša ali pa Peterle kdorkoli po njihovo gradijo nek imič ali karkoli. Ja, pa to so bili osamosvojitelji. Se to niso bili neki postranski igralci, tako mora biti oni. Primer Aste Vrečko na tem. Ja, pač super, povej, legitimno, jaz zagovarjam komunistično partijo Slovenije. Vsem po njenem dobrim in slavnim stvarmi, ki jih je prenesla. Pridimo v javnost z tistimi vrednotami, ki so nas res pomembne. Torej, osamosvojitev za nas pač ni na piedestalu zgodovine slovenskega naroda, ampak je ustanovitev komunistične partije Slovenije. Tako je prav. Ne prikrivajmo se, ne pretvarjamo se, stopimo pred javnost s tistim, kar smo. In z tega vidika sem vesel, da je ta dogodek se zgodil. Tudi recimo podobno ugotavlja osamosvojitveni premier Lojze Peterle, ki je na tem shodu pred parlamentom izjavil, da diši zdaj po Venezueli. Nekaka referenca na njegovo izjavo zadišalo je po slovenski vojski leta 90, ko so postavljali temelje teritorijalne obrambe, zdaj očitno diši po Venezueli. Ja, iz tega dela politike že dlje časa diši po Venezueli. Spomnim se tistega videa, ki ga je prejšnja poslanka, Violeta Tomić. Tako je Violeta Tomić posnela v podporo venezuelskemu predsedniku. Mislim, da tudi, ne vem, a ni bil Miha Kordiš celo zaposlen na venezuelskem veleposlaništvu ali eno od... No, mislim, da so šli na izlet v Venezuelo. Tudi to, ampak mislim, da je eno od teh politikov, vidnih politikov levice, da je tudi delal na venezuelskem veleposlaništvu. Skratka, ni to še le čez noč. To je neka... Vidimo to kontinuiteto njihove miselnosti, jaz jih ne obsojam, če oni mislijo, da je to prav. Ampak ljudje, vedite, to je njihova pozicija. Ali jo boste z njo nagradili ali ne, je pa vaša stvar. No, zanimivo je tudi recimo neko govorenje o demokraciji pri nas, ko na neki deklarativni ravni, potem pa zdaj vabimo recimo predsednika Ruande, ki je vse prej kot recimo demokrat, po drugi strani obiskujemo razne totalitarne države v tej želji po pridobitvi mesta v varnostnem svetu, in po tretji strani smo lahko spremljali tudi obisk Nataše Pirc Musar na Madžarskem, ki sicer je demokratična država s svojimi problemi, ampak toliko o njej slišimo recimo kot češ, da gre za diktaturo, potem pa, ko pridemo pa tja, oziroma ko pridejo naši predstavniki tja, pa kar nekako zelo sproščeno, zelo nič kaj kritično recimo do politik, do katerih so doma iz domačih govornic zelo kritični. Ja, to je dober primer, recimo, a si v zadnjem času kaj slišal besedo urbanizacija? Jaz jo že ful pogrešam v slovenskem prostoru. Prej je bila zelo pogosta, odkar se je oblast omenjala, je komaj da zaslišati. Morda zato, ker bi jo lahko povezali z načinom prevzema RTV Slovenija, ki ga izvaja recimo trenutno oblast, ker to je v bistvu v Sloveniji najboljši primer urbanizacije, kar jih lahko vidimo. Ja, če vprašamo tudi cenjenega pravnika, dr. Aubla, argumentira, da so naši levičarji marsikaj tistega spornega pobrali ravno pri Orbanu, morda. No, to je prav Orbanov pristop, menjave medijev, tako se loti to Orban, recimo njihove državne televizije na zelo podoben način. In podoben način tudi, mislim, da to si sam analiziral v nekih člankih, delujejo tudi tele nevladne organizacije.
levičarske na podoben način, kot je bilo to zastavljeno na Madžarski. Skratka, mislim, da ima naša levica z Orbanom pa Madžarsko več skupnega, kot bi si želeli priznati in po svoje niti ne čudi. Dobro, ne moremo reči, vemo, zakaj je šla Pirc Musarjeva, pa zakaj pred njo Golob, ko Orban pravi, da imamo prijateljske odnose s sosednjimi državami. Jasno je, da na začetku bomo šli obiskati te države, ampak po drugi strani je pa ta dvoličnost, ki je tako očitna, kadar so v opoziciji tako, ne, kadar pa so na oblasti, pa smo vsi prijatelji, pa več kot neprimerno. No. Ja, po svoje je logično, ne, da vzdržujemo te mednarodne odnose, pa kaže neko dvoličnost. Ta se kaže recimo tudi v zadnjem času, ko gre za vprašanje kanalizacije, ne, ta kanal C0, ki se zdaj pospešeno gradi na severu Ljubljane čez vodonosnik. Ne nazadnje, po dolgem času, potem ko se je dejansko ves vlak že, vsa stroka se je že postavila proti, ne, se je nazadnje opredelila proti kanalu zdaj tudi Nika Kovač, sicer za zelo tako splošno izjavo, ne, nič kaj kritično, ampak in predvsem da vali krivdo na praktično celotno politiko. Ne. Kako razumeš ta? Ne? Po svoje se zdi zanimiva navezava kot prej na osamosvojitev. Ja, zanimivo pri tem kanalu C0 je, da dokler so se z njim ukvarjali samo desničarji, ne, se noben praktično s tem ni sekiral. Ne. Problem je pa bil enak, kot je zdaj, oziroma je bil. Ne. Tam je bila še ena vesna, taka bolj lokalna okoljska stranka, ampak potem se je pa pojavil neki evropski poslanec zelenih, pa zdravniki so napisali, 30 zdravnikov napiše, da je to problem, NSZ se oglasil in naenkrat so postavili, da to ni samo neka kaprica Janše pa Hojsa. Ne. Pri nas je ta problem, ne, da če nekaj opozarja desnica, sploh SDS, da če to ono opozarja, da to a priori zavrača potem širša publika. Ta problem je nastal, čeprav imajo lahko prav, ne. Večino stvari, ki jih Janša govoril v parlamentu, drži 100%. Ne? Če se Aleš Primc ali pa Hojs oglasta glede tega kanala, drži 100%, imata prav. Ne? In zdaj, ko se je ta dejansko prišlo tako široko, da so tu zdravniki, stroka, vse živo se oglaša, ne? Si tudi Nika Kovač, ki prej molčala, ignorirala, imeli smo gosta v naši oddaji Vroča tema, tega lastnika zemljišč, ki je rekel, da so večkrat pisali na inštitut 8. marec, so jih ignorirali, nisi več mogla privoščiti, da bi bila tiho, ampak kadar pa levi neki zašuštrajo, takrat pa rečejo, da je vsa politika kriva, ne? Kadar desni, ja, so desni absolutno krivi, ne? Če bi to Hojs zgradil ta kanal kot župan Ljubljane, bi imel že referendum, ustavno pritožbo, ne vem, kaj vse živo skozi bi bila to prva novica v Dnevniku, ne? Zdaj pa počasi prodira včerajšnjo Tarčo, je končno recimo res nastopila tako, kot se reče tudi na javnem mediju, to je v srednjih medijih, ne? Počasi, mukoma se je ta tema prebijala na ekrane in zdaj je prišla in prej si potem rekel, z osamosvojitvijo, sporednico sem tu zaznal, da podobna logika, kot so imeli komunisti v času samosvajanja, ko so videli, da vlak gre v eno smer in se ne da spremeniti, so skočili na vlak, pa so rekli, ne, zdaj pa to naš skupen projekt. In tukaj, mogoče pri Niki Kovač je to malo zaznati isto logiko. To pomeni, ko je videl 8. marca, da to pač enostavno vse skupaj gre v to smer in da jih ni zraven, so v zadnji trenutek skušali skočiti na ta vlak in upali, da noben ne bo opazil, da so ga ujeli tam za zadnji vagon, čisto na koncu, ne, so se malo obesli gor in priključili. Ne. In hkrati precej relativizirali, ne, samo situacijo. Ne. Zanimiva je bila tudi situacija v parlamentu, ne, ko je poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek želel opozoriti premierja, ne, na problematiko tega kanala C0 in potem tudi z neko gesto, za katero si je pridobil opomin predsednice parlamenta, premierju prinesel vrč vode, predlagam, da si pogledal ta posnetek. Predsednik vlade, usoda čiste pitne vode je v vaših rokah. Velika odgovornost, predsednik vlade. Gospod Aleksander Reberšek, izrekam vam opomin za tole kršitev. Sploh ne vem, kaj ste s tem hotel. Skratka, Aleksander Reberšek opozarja Goloba, ne, da naj ustavi. Golob in celotna praktično njegova vlada, vključno z ministrom za okolje in naravne vire, ne, Urošem Brežanom, pa ponavljajo kot neke vrste papagaji Jankovićeve argumente. Ne. In to ekološka stranka, ne, kot naj bi bili. Ja, tu se vidi, ne, te naveze, politične naveze, ne, ki grejo onkraj tega, kaj je koristno ali pa ne koristno za državo. Torej, Janković je Goloba podprl za mandatarja in Golob zdaj Jankovića podpira tudi v tako zgrešeni investiciji, kot je ta
kot bi rekel naš Tino Mamić, drekovod ali kakovod čez tole vodno območje. Ne. Skratka, tukaj roka umije, ne. Držijo skupaj, ampak tokrat jim je začelo škoditi. Bo zanimivo videti, kako bo to zadeva šla naprej. No, prekipelo pa je tudi kmetom. Ne? Zdaj, pred 2 tednoma smo nekako spremljali pogajanja, kjer so odpovedali ali pa začasno zamrznili to protestniško delovanje. Ne? Zdaj pa ugotovili pravzaprav, da jih, kot pravijo, vlada ne jemlje resno, da jim škoduje. Ne? Glavni nekak povod pa je ta zakon, ki bi o zaščiti živali, ne, ki bi uvedel neke pravice nevladnih organizacij, da bi hodili svetovati kmetom, ne, kot pravijo temu v koaliciji, oziroma vohljati, špionirati, kot bi temu rekli kmeti. Ne. Kako si to spremljal, kako si to razlagaš? Tukaj prijeta na skriž pač dva interesa. Ne. To pomeni en interes, ki je zelo močen v tej vladi, je teh skupin za pravice živali, ne. Sploh je močen preko Goloba, ker vemo, da njegova partnerka je izredno, pač je veganka in je tudi izredno ostra glede teh varovanja živali. Mislim, da je celo izjavila, da se zavzema za prepoved klavnice, nekaj podobnega. Ne. Ja, da jih ne potrebujemo nekako tako. Skratka, ne razume, zakaj bi jih potrebovali. Po drugi strani so pa tisti, ki živalmi dejansko delajo in jim je največjem interesu, da dobro skrbijo za njih, so pa kmetje. Ne. In od kmetov imamo hrano in imamo samo skrbo. Ne. In tukaj bi zdaj se vidi, da nek vpliv, ki prek te vlade deluje teh za pravice živali, ne, teh skupin, želijo vplivati, dobiti to moč, da bojo oni nadzorovali kmete. Ne. Seveda si pa kmet tega ne more privoščiti, ne, ker kmet je svobodni poklic in prvo je kmetov interesu, da skrbi za naravo in tudi skrbi za naravo, kosi naravo, vzdržuje naravo, skrbi za živali. Ne. Njemu je v interesu, da so živali zdrave, da krave dajo dovolj mleka, da niso shirane, da imajo kvalitetno krmo in podobno. Ne. Skratka, tu vidimo trčenje teh interesov. Kmeti niso ciljna publika, volilna ciljna publika Gibanja Svoboda. Zato je Golob tu še bolj odrezal do njih in jih še bolj odriva. Ampak kmeti imajo traktorje in če jim bo prekipelo, bojo prišli v Ljubljano, kot napovedujejo. No, napovedujejo za prihodnji torek, ne, torej 25. april, ta shod traktorjev. Ne. Še ena zanimiva situacija, tako povezana s kmeti in živalmi, odstrel medvedov. Ne. Namreč ministrstvo je pripravilo dokumentacijo za približno 230 medvedov, ki bi jih bilo potrebno odstreliti, ne. Potem pa je Robert Golob kar lastnoročno to zablokiral, sicer potem tudi odblokiral po pogovoru z ministrom Brežanom, pa vendarle je zanimiva ta dinamika, ne, kako premier kar lastnoročno ustavi recimo odstrel medvedov, medtem ko nima težav z kanalizacijo recimo čez ljubljanski vodonosnik. Ja, tu mi je tudi zanimivo, to je ta vzorec delovanja vlade, ki se ponavlja, ni edina stvar. Ne. Neki ad hoc, neki stihijsko, nič načrtovanega. Ne. Premier neki vidi in impulzivno neki reče, minister pravi, ja, to ne more glih tak biti, potem spremeni. Ne. Tam je rekel, damo 600 evrov sodnikom, tukaj je zdaj to rekel, več takih primerov je, ker se vidi, kot da bi neki improviziral. Ne. Skratka, kot da ni nekega načrta. Goloba smo imeli za človeka, ki je nek menedžer, ki ima neko idejo, neko vizijo in se po njej ravna. Ne. Odkar je na vladi, se ta predstava ruši kot hišica iz kart. Ne. Se zdi, da deluje zelo tak, po vetru, kak pade in pa z nekimi drugimi interesi v ozadju. Zdaj, še ena tema je po svoje burila duhove že nekaj časa, ne. Posem na drugo področje greva, ne, v cerkev, torej vprašanje birmanskih botrov. Ne. Že Nataša Pirc Musar je v predsedniški kampanji s tem, ko je povedala, da je bila kot ateistka botra večini svojih nečakov, ne, nekako odprla to brbotanje. Zdaj je murskosoboška škofija kot prva napovedala, da s prihodnjim letom oziroma v župniji Beltinci že letos ne bo več birmanskih botrov. Ne. Odzivi pa zelo mešani, ne, oziroma predvsem kritični. Ne. Ja, zdaj, ko smo to temo odprli na Domovini z 2 člankoma, pa še sledijo, se je izkazalo, da ljudi to zelo muči, ne? Ta tema zelo muči. Ne? Po eni strani jim nastavlja ogledalo, ne? Kam je res šla ta ideja birmanskega botra. Ne? Po drugi strani pa cerkev škofje dolgo niso o tem, glede tega so si zatiskali oči, niso nič storili. In zdaj škof Štumpf je nekaj glede tega storil. Ne? To mu je treba dati priznanje, to pomeni, zaznal je problem in se ga je lotil. Zdaj, a se ga je lotil na prav način, je pa drugo vprašanje. Ne. Jaz imam občutek, da se ga je lotil na lažji način. Ne. To pomeni, ok, če se pa je to izrodil, da to ni neke globine več, da niso pravih namenov pri botru, dajmo jih ukiniti.
Ampak jaz mislim, da je tukaj dosti takih ljudi, ki jim ta tradicija veliko pomeni in so tudi poglobljeni v samo botrstvo. In ne gre samo za to, da bojo pač tistemu svojemu birmancu plačali tisti skuter in so stvar zaprli, ampak resno jemljajo to pozicijo. In mislim, da za te ljudi ni bilo to prav narejeno. Tudi, če bi gledali po Svetem pismu, tam govori, da je Julka pa pšenica, pravi gospodar, ne izrujte zdaj, ker boste lahko tudi pšenico zrujali, počakajte na konec in potem bo sodba. Tukaj se mi zdi, da je ta logika podobna. To pomeni, da to ni, je prav, da so zaznali problem, ampak ni prava pot reševanja. Dajmo iti v drugo smer, dajmo delati na pastorali, dajmo botre nekako vključiti v pastoralo, v delo cerkve, v občestvo, dajmo jim to, da so botri nek pomen, neko težo in s tem jih bomo tudi pridobili dolgoročno in boter bo lahko potem dejansko odigral tisto vlogo tudi v smislu, da bo na birmanca vplival, da bosta tudi po Birmi, ker vemo, da imamo velik osip, oba ostala aktivna člana katoliške krščanske skupnosti. No, ukinitev birmanskih botrov ni edina reforma, pripravlja se tudi nekako pomladitev birmancev, se pravi, da bi predstavili iz 8. v 5. razred in še nekaj ukrepov, tako da tukaj neko brbotanje je zaznati, vprašanje pa ta, se mi zdi, vsebina, ali uspemo nagovarjati pravzaprav tisti ključni problem, zaradi katerega recimo birmanci kako zapuščajo potem cerkvene klopi. Ampak prvi korak je, da smo problem zaznali in če je Nataša Pirc Musar s svojo kandidaturo in predsedovanjem vsaj to sprožila, jih lahko pripišemo za že eno dobro delo. No, upam, da bo še kakšnega tudi naredila. Rok, hvala za današnje komentiranje tedna, ki se izteka. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tednu, ki je za nami. Po 30-urni reševalni akciji so jamarski reševalci iz jame pri Cerknici uspešno potegnili jamarko, ki se je poškodovala pri spustu v še neraziskano jamo. Jamarski reševalci so zaradi težkega terena morali del jame minirati ter improvizirati novo pot do jame, ki je bila sicer precej težko dostopna. Poškodovana jamarka se zdravi v UKC Ljubljana. V Sudanu se nadaljujejo spopadi med vojsko in enoto za hitro vojaško posredovanje, paravojaško milico, ki sta obe skupaj. Pred 2 letoma strmoglavili samodržca Omarja al-Bashirja, zdaj pa se med njima bije boj za oblast. Prestolnico Kartum je že zapustilo več 1000 ljudi, v spopadih pa jih je umrlo že več 100. Večina bolnišnic ne zmore več zagotavljati oskrbe, ustavljen je tudi mednarodni program za hrano. Slovenija je podpisala pogodbo za nakup letal za gašenje Air Traktor. Skupno naj bi naročili 4, prvi 2 naj bi bili pri nas že pred poletno požarno sezono, zatika pa se pri posadkah in vzdrževalcih. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Spremljajte tedensko in dnevno dogajanje, ki ga spremljamo redno na portalu domovina.je, tudi z poglobljenimi naročniškimi članki za vse, ki bi želeli podpreti neodvisno novinarstvo in se na portal tudi naročiti. Oddaja Odmev tedna pa ostaja z vami vsak petek, tako da se do prihodnjič, nasvidenje.